Zdravo, moje ime je Timotej Vitez. Trenutno sem zaposlen na službi Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Delam pa na inovativnih projektih in v bistvu moja skrb je, da nekako koordiniram projektne aktivnosti. Služba Vlade za razvoj pokriva tudi Agendo 2030 za trajnostni razvoj, s čimer se tu ukvarjamo. Kot način uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja razvijamo različne projekte, s katerimi lahko te cilje tudi dosežemo. En izmed takšnih konkretno je projekt z imenom Semena sprememb, ki smo ga začeli v prejšnjem šolskem letu. Torej v sistemu izobraževanja oziroma v sistemu formalnega izobraževanja velja nekakšen način enostranske podaje informacij, torej strani učitelja k učencem, hkrati pa temelji predvsem na faktografskem učenju, torej pridobivanju faktografskih znanj, ne pa toliko na razvoju veščin in kompetenc, bodisi osebnih in tako dalje. In projekt Semena sprememb spodbuja ravno to, torej izobraževanje oziroma učenje o kompetencah, osebnih kompetencah sodelovanja, inovativnega razmišljanja, kreativnosti preko neformalnega in izkustvenega učenja. Kaj pomeni izkustveno učenje? Pomeni, da se otroci, učenci učijo preko tega, kar doživijo skozi neko aktivnost. Pri tem projektu spodbujamo, da učitelji niso več samo enostranski podajalci informacij, ampak da te aktivnosti potekajo dvostransko. To pomeni, da skupaj razvijajo skupaj z otroci, razvijajo določen projekt, da pridobijo od njih povratne informacije, kaj si tudi otroci želijo sami, in na ta način mi se spodbujamo proaktivno delovanje mladih. Za ta namen smo pripravili tudi tale priročnik, ki ga imenujemo Idejnik. Zakaj idejnik? Ker vsebuje ideje za konkretne aktivnosti, konkretne projekte, ki jih je moč razviti ali v razredu ali na ravni šole. Kot enega izmed ključnih partnerjev pri projektu Semena sprememb smo v letošnjem letu k sodelovanju povabili Urad Republike Slovenije za mladino. In kot oni ugotavljajo, ena izmed ključnih težav med mladimi je tudi aktivna participacija mladih, tako bodisi v nekih demokratičnih procesih ali na splošno v družbi. S tem projektom pa ravno naslavljamo to. In če želimo nekoč imeti mlade, ki bodo aktivno participirali, je potrebno začeti že pri otrocih. To pomeni njih spodbujati k temu, da so aktivni državljani, da proaktivno delujejo in da razumejo, da lahko s svojim delom, participacijo doprinesejo k pozitivnim spremembam v družbi. Se mi zdi, da trenutno en izmed večjih izzivov, s katerimi se sooča Slovenija, gledano makro, je seveda med drugim tudi padec zaupanja v javne institucije. In če želimo kot družba v prihodnosti funkcionirati oziroma delovati, je potrebno ta izziv tudi naslavljati. Kot eden izmed načinov povečanja sodelovanja, ker povečanje sodelovanja vodi tudi v večje medsebojno zaupanje, bodisi na medosebni ravni, bodisi medorganizacijsko, so torej skupna srečanja oziroma skupne delavnice. Zato smo na službi Vlade za razvoj pričeli z razvijanjem formata delavnic, ki smo jih poimenovali Policy Jam. Kot ključna metoda pri delavnicah Policy Jam je uporaba oblikovalskih metod pri načrtovanju storitev. Te metode uporabljajo različne organizacije, kot so zagonska podjetja ali tudi večja podjetja. Na področju javnih storitev je pa predvsem v Sloveniji to neka novost. Ključna ideja je, da je pri načrtovanju storitev uporabnik v središču in preko različnih metod empatije do uporabnika oziroma razumevanja njegovih potreb, aspiracij, želj, poskušamo razumeti, kaj točno si naš uporabnik želi, in na podlagi tega razvijamo čim boljšo storitev. Hkrati pa te metode tudi povečajo empatijo oziroma razumevanje med partnerji oziroma med deležniki, ki so vpleteni v delavnico, in na tak način spodbujajo konstruktivno sodelovanje med deležniki oziroma partnerji.